Če pogosto slišiš, kako pomembno je imeti določeno idealno stranko in si že večkrat poskusil ali pa poskusila napisati, kdo je tvoja idealna stranka, pa imaš še vedno občutek, da ne veš čisto točno, koga nagovarjaš, nisi sama, veliko podjetnikov pa podjetnice znajde v tej zagati in v tej epizodi razbijem mit o popolni idealni stranki in ti pokažem, kako v bistvu najdeš tisto ta pravo idealno stranko, brez da loviš enega samoroga. Hej, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Preden pa greva še čisto v samo epizodo, pa te povabim, če si podjetnik pa podjetnica, ki si želi rasti in razvijati svoj brand, da klikneš spodaj subscribe oziroma se brezplačno naročiš na ta YouTube kanal in mi s tem tudi pomagaš, da dosežemo še več podjetnikov pa podjetnic, ki delajo v svetu dobro in si zaslužijo boljše poslovanje, boljši brand. Zdaj, če pa gremo v samo tematiko, torej idealne stranke, kar zelo pogosto vidim je, da podjetniki pa podjetnice si zamislijo idealno stranko in potem razumejo, da je to v bistvu popolna idealna stranka, ki se nikoli ne pritoži, ki kupi čisto vse, ki vse razume, ki je res tista popolna. To pa v resnici pomeni, da v bistvu lovimo nekaj, kar ne obstaja, ali pa če bi lahko se malo pošalili, da iščemo v bistvu samoroga. Ker verjetno je skoraj da nemogoče, da bomo našli takšno idealno stranko, oziroma je zelo malo verjetno. Seveda lahko obkljuka veliko teh kljukic, ampak da bi rekli, da bo pa zdaj ogromno takšnih strank, ki res ne bodo imele ničesar in če bojo kupile čisto vse in tako naprej, pa verjetno ni čisto realno, ker smo seveda ljudje tudi različni, imamo različne vrednote, različne poglede in tako naprej. In verjeti, da moraš imeti idealno stranko, ki ima torej točno določeno starost, ki mora biti točno določena lokacija, njena najljubša pijača, to lahko vodi v ene take generične opise, ker pač ne moremo tega določiti in potem gremo bolj na široko, in v bistvu ničesar ne nam niti ne dajo o naši idealni stranki oziroma ne dovolj. In kaj se potem zgodi, ko nimamo dovolj definirane idealne stranke, je pa to, da govorimo lahko vsem, v resnici pa te sliši nihče. Zakaj? Zaradi tega, ker so sporočila zelo takšna, generična, zelo takšna splošna in se nihče ne prepozna, grejo ta sporočila mimo nas. In vsebine so potem tudi neprilagojene tej idealni stranki, kar pomeni, da so velikokrat brez kakšnega večjega odziva. In lahko dajemo kot podjetniki veliko truda, rezultati pa na drugi strani niso takšni, kot bi lahko bili. In potem postanemo zmedeni zase in ko smo zmedeni mi, seveda smo običajno zmedeni tudi za druge. In če poslušaš ali pa gledaš ta podcast na YouTube, potem verjetno si želiš malo drugačnega prijema oziroma pristopa in sicer, da postaneš verjetno magnet za svoje prave idealne stranke, torej za tiste, ki jih lahko maksimalno podpreš in ki bojo tudi imele maksimalne rezultate. Oziroma po domače povedano, ki so dober fit zate, za tvoj brand, kar pomeni torej tudi obojestransko zmago. Zdaj, ko govorimo o idealni stranki, velikokrat torej je bilo sploh v preteklosti govora, oziroma tradicionalno, da ko postavljamo svojo idealno stranko, da določimo njeno starost, njen spol, pa odkot prihaja in tako naprej. V resnici pa v današnjem času smo že nekaj napredovali in samo te informacije mogoče niti niso več tako zelo pomembne, lahko so sicer super začetek za tega, da se mogoče bolj uživimo v to, kdo je naša idealna stranka, s kom si želimo sodelovati, koga lahko podpremo, niso pa več ključnega pomena v današnjem svetu. In če v bistvu res zelo, kako bi rekla,
ozko določamo, kdo je idealna stranka, lahko v bistvu lovimo res nekoga, ki ne obstaja ali pa ki obstaja v manjši količini. Zato mogoče ne lovimo več idealne stranke kot takšne, glede na starost, glede na spol, glede na vse to, ampak v bistvu iščemo idealne stranke, ki so za nas najboljši fit. Kaj to pomeni? To pomeni sploh, če si coach ali pa imaš terapije ali pa delaš z strankami, običajno storitve 1-na-1, je še toliko bolj pomembno, sploh na dolgi rok, če želiš biti v svojem poslu, uživati, in se imeti fajn, da so v bistvu to stranke, s katerimi se ujameš, ker potem v bistvu gre za obojestransko, kako bi rekla, ujemanje, za obojestransko zadovoljstvo. In seveda, kako zdaj najti takšne stranke, kako v bistvu določiti ta nek svoj profil idealne stranke, ker vseeno je to še zelo pomembno, ampak ne iz perspektive demografije, ampak bolj iz perspektive razumevanja vrednot, motivacije, izzive, ki jih ima tvoja idealna stranka, ker na tem dinamičnem trgu imamo lahko različne ponudbe in je veliko bolj pomembno to, kakšno ima naša idealna stranka poglede, kakšne ima vrednote, kakšne ima motivacijo, da nekaj naredi, da nekaj spremeni. Recimo v mojem programu Legendarni je v bistvu, če bi pogledali, bi lahko bolj ali manj bil primeren za vse podjetnike pa podjetnice. Ampak jaz želim v tem programu imeti tiste, ki so res motivirani, ki v svetu delajo dobro, ki imajo podobne vrednote, kot jih imam jaz. Zakaj? Zaradi tega, ker tako lahko jih seveda potem jaz v tem programu tudi veliko bolj podprem. In na drugi strani, seveda, če imamo enake vrednote, če smo dober fit, je seveda ne samo komunikacija lažja, ampak pač sodelovanje je veliko bolj lažje. Tako da namesto demografije, ki seveda je lahko neko vodilo, ki je lahko nek uvod v tem, ko kreiramo idealno stranko, gremo v bistvu iz demografije bolj na te druge plati, ki so bolj vezane na vrednote, na izzive, ki jih ima tvoja idealna stranka, na poglede na svet in tako naprej. In seveda zdaj, kako pa postati magnet za take idealne stranke, pa seveda je ključno, da delimo mi svoje vrednote oziroma da jih najprej sploh sami pri sebi tudi poznamo in da so nam zelo, zelo jasne. In to seveda spada k našim temeljem brenda, kjer določimo, kaj so tiste naše ključne vrednote, preko česa ne gremo, kaj cenimo, kaj je v našem življenju, v našem poslu zelo, zelo pomembno. Ali je to mogoče transparentnost, 100% transparentnost, ali je to, da delamo na nek način, kjer, ne vem, mogoče bomo z našim delom ohranjali naravo ali pa podprli katero drugo organizacijo, ki potrebuje pomoč, in tako naprej. Skratka, da res pri sebi vemo, kaj so tiste bistvene vrednote in potem seveda dajemo priložnosti, da nas naše idealne preko teh vrednot, preko vseh teh potrebnih zadev tudi spoznajo. Kaj to pomeni, da damo priložnost, da začnemo v bistvu to izražati, da delimo to na družabnih omrežjih, da delimo to v novicah, na e-mail marketingu, v e-mail novicah in kjerkoli je priložnost, da delimo tudi te svoje vrednote, ki so mogoče drugačne, kot jih imajo drugi, in se od tega razlikujemo tudi mogoče od drugih ali pa delamo na drugačen način, ker imamo drugačen pogled na svet in vse to, ker s tem v bistvu pritegnemo tudi pozornost v teh vseh svojih idealnih strank. In seveda, ko torej govoriš o teh svojih vrednotah, pogledu na svet, kako ti deluješ in tako naprej, skozi to v bistvu deliš tudi svoje delo, ker ko ti govoriš o tem, da delaš ti na drugačen način, ker so tvoje vrednote takšne pa takšne, neposredno govoriš tudi o svojem delu in preko tega te stranke lahko tudi bolje spoznajo in nimajo takoj vklopljenega tistega obrambnega sistema, da nekaj prodajaš, ampak lahko najprej slišijo tvoje sporočilo in seveda potem, če je to nekako vibrira z njimi,
tudi pridejo bližje oziroma postaneš ti kot magnet za svoje idealne stranke, gradiš eno skupnost, ki imate v bistvu skupaj nekako podobne poglede na svet oziroma vrednote in tako naprej, in tako lahko seveda zelo lepo raste v tvoj svet, tvoj posel in tvoj brand. In ne pozabi, da idealna stranka tudi ni nekaj, kar je zabito ali pa zabetonirano, ampak je nekaj, kar se spreminja lahko tudi skupaj z nami, raste, razvija se, tako da ne skrbi, da če je bila tvoja idealna stranka do zdaj nekaj drugega, ti pa čutiš, da greš na naslednji nivo in da lahko pomagaš mogoče drugačnim idealnim strankam. Naredi ta korak, lahko je prehoden, da ni prehudo, če ti je to težava, in lahko spremeniš tudi svojo idealno stranko, ko jo imaš enkrat pa tipi-topi narejeno, pa seveda ne pozabi, da lahko dodajaš tudi druge vrste ali pa druge idealne stranke, ki jih seveda lahko podpreš. Definitivno je zelo fajn, da je tvoja idealna stranka, torej da veš točno, koga nagovarjaš, da je zelo specifična, ne da je preširoka, in velikokrat se tukaj potem vpraša, ampak tukaj jaz potem puščam veliko priložnosti, če se fokusiram samo, na idealne stranke, te pa te, pomagam pa lahko vsem, Recimo, da smo zdravilec, pa da imamo mogoče energetsko zdravljenje ali nekaj takšnega, to lahko pomagaš vsem ljudem, bi lahko rekli. Če nagovarjaš vse, te nihče ne bo slišal. Če pa se odločiš, ker si prej, delal ali pa delala recimo kot medicinska sestra in imaš veliko izkušenj in veš, da jih lahko zelo podpreš, in se zdaj fokusiraš samo recimo na medicinske sestre, zmeraj, ko imaš izpiljen ta lijak, lahko dodajaš torej nove idealne stranke, da potem razširiš mogoče na njihove paciente, mogoče na zdravnike in tako naprej. Tako da lahko vedno širiš, fajn pa je, da imamo fokus, da to izpilimo in potem lahko seveda dodajamo. Kar bi želela še opozoriti tukaj, ker bo mogoče kdo na to pomislil, to, ko širimo idealno stranko, torej ne pomeni, da bomo zdaj si izmišljevali druge vrednote, da zdaj za eno idealno stranko imamo ene vrednote, potem bomo pa kontravrednote imeli zato, da bomo pritegnili druge stranke. Torej ne gre za manipulacijo, ker veliko ljudi, veliko podjetij dela z manipulacijo, ampak jaz mislim, da na dolgi rok to sploh zdaj v teh časih ne bo pilo vode. Tako da bodi iskren do sebe, bodi iskrena do sebe, oziroma avtentičnost pa iskrenost mislim, da je ena izmed večjih vrednot v poslu, ki te lahko pripeljejo daleč. Tako da, spodaj mogoče za vajo, napiši, kaj je tvoja idealna stranka, kaj je mogoče bil v tem, katere izzive ima tvoja idealna stranka, ali pa mogoče tudi, katere vrednote imaš ti, ki jih mogoče drugi nimajo in se razlikuješ od druge konkurence, in da se malo spoznamo in poklepetamo. Ne pozabi pa tudi klikniti subscribe, tako da te obvestim naslednjič ob naslednjem videu. Uživaj in se vidimo. Čau! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste, in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.